Živijo, sva Davor in Andraž iz The Sweet Tech TV. Prejšnji teden sva objavila prvi del iz serije Pomoč uporabnikom pri nakupu in uporabi telefona. Danes končno objavljala drugi del, sicer je spet to prek Skypa, ker je malo lažje. Govorila bova o stvari, ki poganja telefone in brez nje sploh ne bi bilo telefonov. Wow, what? Strojni opremi in v tem, na kaj treba najbolj biti pozoren pri nakupu in uporabi telefona glede strojne opreme. Kar začnimo. Ok, pa začnimo kar s čipi. Pravo daljše ime za čipe je sicer System on a Chip ali kratica SoC. In to pomeni, da je praktično celotno delovanje telefona najbolj odvisno od tega čipa. Ta čip je srčika samega telefona. Potem v tem čipu se nahajajo centralni procesor, CPU, Central Processing Unit, in pa grafični procesor, GPU, Graphics Processing Unit, ki določa kvaliteto slike in pa resolucije. Poleg tega pa imamo zraven še modem za povezljivost z omrežjem. Ja. No, drugače se sami procesori razlikujejo po frekvenci, ki jo lahko dosegajo, oziroma po domače povedano, to pomeni hitrost delovanja. Trenutno so čipi v večini telefonov 6 do 8 jedrni, kar omogoča, da se sprocesira več podatkov naenkrat in hitreje. Frekvenca delovanja jeder pa je pri najboljših čipih tudi do 2,85 GHz. A ponavadi so to samo 2 do 3 jedra, ki dejansko dosegajo te najvišje frekvence, ostala pa so počasnejša. Imamo tudi več proizvajalcev CPU-jev. Večina telefonov, ki si jih verjetno lastite, trenutno uporablja čipe ameriškega proizvajalca Qualcomma, in sicer Snapdragon procesorje. In trenutno najboljši, najmodernejši je Snapdragon 865, ki ima 8 jeder, to se pravi izjemno zmogljiv. Potem pa so recimo še druge serije, kot je recimo serija 7, ki gre ponavadi v srednji rang telefonov. Seveda pa ne smemo pozabiti tudi na iPhone in na Apple. Tam se uporablja A-bionično serijo, ki je trenutno verjetno najbolj zmogljiva na kakršnem koli telefonu. In to pa najdemo ekskluzivno pri Applovih napravah oziroma iPhonih in pa iPadih. Ja. Prav tako ima Samsung svojo linijo čipov, ki se imenuje Exynos. Najnovejši model je Exynos 990. Te top Exynos modeli se uporabljajo predvsem v Samsungovih S in Note linijah, ampak še to samo po svetu, v bistvu po večini sveta, ne pa v Ameriki, pa v Koreji. Čeprav so v bistvu Snapdragon procesori, ki se uporabljajo v ZDA, pa v Koreji pri S20 liniji bili dokazani, da so boljši. In zato je bilo pač kar nekaj polemike glede tega, kar neka kontroverznost, ker v bistvu mi tukaj v Sloveniji, tudi smo med njimi, dobivamo slabši procesor, kot recimo tisti v Ameriki. Ker so pač pokazali, da tudi baterija recimo do 20% časa manj zdrži pri Exynosu kot pri Snapdragonu, torej da je slabša optimizacija. Ja, tako da res upajmo, da Samsung to čim hitreje popravi. Ne smemo pa pozabiti tudi na Huawei in njegove čipe, ki se imenujejo Kirin. Najboljši, najnovejši trenutno Kirin 990 5G, ker ima 5G balong modem. Ti čipi so zopet porazdeljeni po rangih, recimo imate serijo 7, ki je prav tako v srednjem rangu Huawei-evih telefonov. Zdaj, Kirin čipi oziroma Kirin procesori nekako so do zdaj malce capljali za Snapdragonom in pa A-bionično serijo, ampak so vsako leto boljši in z Davorjem verjameva, da bojo letos ujeli, če ne celo prehiteli ostalo konkurenco. Res je, ja. Še en od bolj razširjenih proizvajalcev čipov, ki so sicer bolj namenjeni za srednji in pa nižji razred,
je MediaTek. Ti procesori so tudi zelo dobri za uporabo, kakovostni. Najdete jih predvsem v srednjem rangu telefonov, o katerih bo govorila v eni izmed kasnejših videov v tej seriji. Ampak naj ne bi bili tako kvalitetno narejeni kot vsi ostali prejšnji, bolj kitajsko, če smemo temu tako reči. Res je, ja. Potem druga najpomembnejša stvar za delovanje telefona je RAM oziroma delovni pomnilnik. V RAM se naložijo aplikacije, ki jih uporabnik uporablja in ostanejo odprte, dokler se same ne zaprejo, ker bi pač zmanjkalo prostora v RAMu, ali pa jih uporabnik ne zapre sam, tako da tam greš pač pod zadnje odprte aplikacije in daš zapri vse. Danes imajo Androidni telefoni od 1 GB RAM pa do 16 GB RAM, pri dražjih telefonih je 16 GB RAM, pri cenejših 1 GB. iPhone imajo pa tam nekje do 3 do 6 GB, kot so že govorili v prejšnjem videu, ne rabijo veliko rama, ker imajo boljšo optimizacijo. Velikost rama določa tudi, koliko aplikacij lahko deluje v ozadju. Prav tako je pa to odvisno od optimizacije sistema, kar določa tudi, koliko časa bo držala baterija. Ja, in ko že omenjaš baterijo in pa hitrost polnjenja, danes v telefone vgrajujemo vedno večje baterije, ker so telefoni sami večji, imate večje zaslone, ki se hitreje osvežujejo, ki imajo večjo resolucijo in zato so potrebne večje baterije, da to nemoteno deluje. In zato imate v najboljših telefonih baterije, ki dosegajo kapacitete od 4000 do 5000 mAh, pri novejših iPhonih pa tam od 3000 do 4000, ravno zaradi tega, kar je prej govoril Davor, boljša optimizacija sistema iOS pri iPhonih. Prav tako telefoni in baterije višjega ranga omogočajo polnjenje do 40 do 45 W, recimo S20 Ultra, P40 Pro, nekateri novejši pa celo 60 W. Samsung v škatli pri novejših telefonih sicer da samo 25 W polnilec, pri srednjem rangu pa samo 15 W polnilec. Apple pa zaenkrat pri svojem najboljšem telefonu 11 Pro liniji da samo 8 W polnilec v škatlo. Boljši telefoni imajo pa tudi možnost brezžičnega polnjenja, zato ker imajo v bistvu zadnjo stekleno stran, ker brezžično polnjenje deluje tako, da je posebna tuljava vezana na baterijo, ki oddaja signal za polnjenje, in ta signal potuje le preko stekla, ki je najbolj prevodno za to. Ja, zdaj, če se vrneva malenkost nazaj na zaslone. Zasloni so danes ogromni, bistveno večji, kot so bili v preteklosti, in pa tendenca gre v smeri, da so robovi pri njih čim tanjši. In zato gre tudi posledično več baterije. Trenutno imamo na trgu dva tipa zaslonov, in sicer LCD zaslone in pa AMOLED zaslone. LCD zasloni, njihov čas se počasi bliža koncu, ker imajo nekatere slabosti, recimo ko se gleda vsebino na njih, ko recimo premaknete zaslon, so slabši koti gledanja, potem barve niso tako natančne, recimo črne niso tako zelo črne, bele barve niso tako zelo bele. In pa recimo zaklenjeno je osveževanje zaslona na 60 Hz, kar je danes že premalo, glede na to, da imate telefone, ki dosegajo 90 in pa 120 Hz. AMOLED zasloni, torej novejši, boljše barve, bolj živahne, črna barva je bolj črna, lepša vsebina, in to je vse zelo v povezavi z osveževanjem zaslona je zelo dobro za tiste, ki igrajo igre na mobilnikih, za tiste, ki obiskujejo družbena omrežja, hitreje se osvežuje, bolj gladko se skupaj poteka in boljša izkušnja za končnega uporabnika. Ja, pa v bistvu te zasloni, AMOLED zasloni omogočajo tudi prepogljivo tehnologijo, na čemer veliko proizvajalcev trenutno dela za bližnjo prihodnost. Zdaj naprej, če gremo na kamero, to je verjetno najbolj zanimiva točka za večino. V bistvu na zadnji strani pri telefonih je tista izboklina za kamero,
se imenuje modul kamere. V bistvu danes se v telefone vgrajuje vse več in več leč, več senzorjev pri kamerah. Nekateri imajo tudi do 5 vgrajenih leč, večina boljših pa ima 3 do 4 vgrajene leče danes. Te leče so ponavadi glavna leča, ki je pri vsakem telefonu danes, ultra širokokotna leča, telefoto leča oziroma pri najboljših telefonih že kar periskopska leča, ki se uporablja za zoom. Ta periskopska kamera ima vgrajena mala ogledalca, ki odbijajo svetlobo od senzorja do senzorja v kameri in omogočajo zoom tudi do 100-krat ali pa 50-krat. Nekaj telefonov ima pa še time of flight kamero, to je v bistvu kamera, ki meri oddaljenost objektov na sliki. Ja, ampak kot vam bo verjetno Davor povedal v nadaljevanju, se bije borba med proizvajalci, da bi imele kamere čim več megapikslov, recimo imamo 108, govori se že o 140 megapikslih, ampak glavno je to, da pač to ni najbolj pomembna stvar pri kameri. Ja, megapiksli niso tako pomembni, bolj pomembna je velikost zaslonke, fizična velikost senzorja in pa kvaliteta čipa za procesiranje slik. Image Signal Processor, ki je direktno povezan z glavnim čipom, ki poganja telefon. Potem se slika po vsem tem še sistemsko sprocesira, da se naredi najboljša glede na trenutno situacijo in na trenutno kamero. Od velikosti zaslonke pa je recimo zelo pomembno, koliko svetlobe bo prišlo skozi lečo do senzorja, kar je zelo pomembno sploh v slabše osvetljenih prostorih, da lahko tudi več detajlov vidimo in bolj svetle slike. Velikost zaslonke se pri kameri označuje z oznako f/neka številka, tukaj na videu označena z x, in bolj ko je x manjši, več je odprta zaslonka, tako da večina boljših telefonov ima velikost zaslonke pri glavni leči okoli f1,5 do f1,8, kar je že veliko, ampak še zmeraj pač te kamere niso na ravni profesionalnih fotkičev. Ne še. Ja, potem pa senzori za varnost, tudi zelo pomembni pri samem telefonu. Večina telefonov ima danes vgrajeno možnost odklepanja bodisi s prstnim odtisom, bodisi s prepoznavo obraza. Najbolj razširjeno je še zmeraj odklepanje s pomočjo prstnega odtisa. Stari dobri prstni odtis, ki je lahko kapacitiven, recimo na primeru iPhone 6, ki še zmeraj vidite fizični senzor, na katerega se pritisne. Tudi iPhone SE, ki sva ga z Davorjem dobila nedolgo časa nazaj, prav poizkušnjo, tudi ima kapacitivni prstni senzor. Imate pa že novejše telefone, kot recimo S20, ki pa imajo senzor za prstni odtis skrit pod sam zaslon. Ja, v bistvu, ja, pač recimo S20 ima ultrasonični prstni odtis. Ta tehnologija je taka, da naredi 3D sken prstnega odtisa in si to zapolni in deluje tudi, če je prsten odtis moker in v drugih slabših pogojih. Večina telefonov, ki ima pa senzorje pod ekranom za prstni odtis, so pa to optični senzori, naredijo 2D sken prstnega odtisa. Ni toliko varen ta prstni odtis, ker je še vsem samo neka 2D slika, ampak je vsaj tako neka zanimivost, nekaj novega, da ni treba imeti toliko veliko robu pri telefonih in tam prstni odtis, ampak da je lahko sredi ekrana. Apple recimo ima pa namesto prstnega odtisa pri novih iPhonih v tem izrezi, v noču zgoraj vgrajene senzorje za prepoznavo obraza oziroma Face ID, ki isto naredi 3D sken obraza in je tudi zelo hiter pa varen. Ostali proizvajalci imajo pa večinoma 2D sken obraza s prednjo kamero, kar pa ni toliko varno, kot pa recimo ta Face ID. Ja, ampak so omogočene možnosti različne. Potem še zadnja stvar, ki jo hočeva omeniti v najnem videu, pa so zvočniki
in pa priključek za slušalke ali angleško headphone jack. Večina boljših telefonov višjega cenovnega razreda ima stereo zvočnike. Kaj to pomeni v praksi? To pomeni, da imate spodnjo režo, ki oddaja zvok, in pa zgornjo, ki jo ponavadi uporabljate za telefonske klice. Iz obeh rež prihaja zvok. Sicer spodaj je močnejši, zgoraj je šibkejši, ampak še zmeraj daje občutek globinskega zvoka iz obeh strani. Pri tistem v srednjem in pa nižjem razredu je ponavadi samo en zvočnik na dnu, kjer je tudi močnejši, glasnejši, ampak nima tega prostorskega ozvočenja. In pa za prostorsko ozvočenje še to se uporablja funkcija Dolby Atmos, ki optimizira zvok, da je čim bolj prostorski, čim bolj nasičen, poln in omogoča boljšo izkušnjo. Tako je, ja. Večina telefonov, sploh boljših telefonov, danes tudi že nima sploh vgrajene reže za slušalke ali headphone jacka po angleško. Ta trend je v bistvu začel Apple že 2016, ko je prišel ven iPhone 7 brez te reže. Pač to je zdaj tako, da pri teh telefonih prihajajo v škatli slušalke, ki se jih vklopi v režo za polnjenje, ali pa je treba pač kupiti brezžične Bluetooth slušalke, kot imam recimo jaz od Samsunga. Pač mogoče gre tudi, da še malo več zaslužijo firme. Najverjetneje. Tako da, to je zaenkrat to. Če vam bil video všeč, bi pomagal vsak všeček oziroma like. Super bi bilo tudi, če se naročite na najin kanal oziroma se subscribate, sploh da ne boste zgrešili najinih prihajajočih videov, pa kakšnih videov iz te serije. Ja, in pa prosim v komentarjih spodaj nam zaupajte, kakšne telefone imate, če vam delujejo v redu, če slučajno nimajo katere od teh funkcij oziroma teh priključkov, ki so jih omenila v videu. In pa za vsa dodatna vprašanja so vam na voljo na Instagramu, na Twitterju, na Facebooku, tako da če imate kakršnokoli vprašanje, dajte se obrniti na naju. Ja. Veva, da so bila danes spet malo daljša, se opravičujeva, ampak sva pač hotela enostavno opisati stvari, ki gradijo telefon in ga povezujejo v eno enoto, da dobro deluje. Pač vse to se nam je zdelo primerno, da vsak uporabnik ve, kako sploh telefon deluje, na čim bolj enostaven način. Upava, da vam ta video pomaga pri razumevanju delovanja telefona. V naslednjem videu bo verjetno govorila o mobilnih paketih pri operaterjih in glavnih razlikah med njimi. Tako da zaenkrat je to. Še enkrat hvala za ogled, pa se vidimo v naslednjem videu. Čau!